Pozdravljeni! Se tudi vi kdaj vprašate, kako zapisati in izgovoriti nazive ob priimkih in imenih ljudi, s katerimi sodelujete? Ločimo 3 skupine nazivov, ki se najpogosteje pojavljajo ob imenih, ko se podpisujemo v poklicnem življenju. To so strokovni, znanstveni in akademski nazivi. Strokovni nazivi so tisti, ki jih dobimo pri višješolskem, visokošolskem ali univerzitetnem študiju. Po pravilih jih pišemo za imenom, od katerega jih ločimo z vejico. Znanstveni nazivi so tisti, ki jih pridobimo med znanstvenim študijem po opravljeni diplomi. Postanemo torej magister, magistrica, doktor ali doktorica znanosti. Včasih se pojavi napaka pri zapisu znanstvenega naziva, ko govorimo o doktorjih medicine, torej o zdravnikih in zdravnicah, in o doktorjih znanosti. Zdravnice in zdravniki so svoj naziv doktor medicine pridobili med univerzitetnim študijem in zato naziv pišemo za imenom, na primer Miha Pust, doktor medicine. Medtem ko je doktor znanosti svoj naziv pridobil na znanstvenem študiju, torej naziv pišemo pred imenom, na primer dr. Miha Pust. Človek z 2 doktoratoma pa si je prislužil naslov, ki ga zapišemo dr. Kaj pa akademski nazivi? To so nazivi, ki jih univerze podeljujejo svojim zaposlenim. Med njimi najdemo nazive, kot so redni profesor, izredni profesor, docent in podobno. Te nazive pišemo pred imenom, pri čemer lahko spustimo tudi okrajšavo doktor, saj je jasno, da so univerzitetni profesori z akademskim nazivom vsi končali doktorski študij, lahko pa ga tudi obdržimo. Kaj pa bolonjski študij? Ta je prinesel nekaj sprememb glede nazivov. Stare nazive, ki so se začeli s kratico UniV, torej univerzitetni, sta zamenjala naziva za prvo bolonjsko stopnjo, diplomirani, in drugo bolonjsko stopnjo, magister. Oba naziva se pišeta za imenom, medtem ko se naziv magistrov po starem znanstvenem študiju piše pred imenom. Torej naj povzamem. Vse nazive, ki smo si jih pridobili na dodiplomskem študiju, pišemo za imenom in priimkom. Kaj pa magistrica oziroma magistra? Magistrica je vsaka ženska z magisterijem, magistra pa je farmacevtka s končanim študijem farmacije. Kakršenkoli naziv že nosite ob svojem imenu, naj bodo v teh dneh pred vašim imenom besede, kot so miren, vesel in radosten. Vse lepo.